Motor z notranjim zgorevanjem spada med pomembnejše izume 19. stoletja. Sestavlja ga lahko eden ali več batov, ki se translatorno gibljajo znotraj cilindrov. Če pobliže pogledamo enovaljni in štirivaljni motor, se izkaže, da se enovaljni motor trese bistveno bolj od motorja s 4 bati. To je mogoče na prvi pogled precej nelogično, saj bi pričakovali, da se bo štirivaljni motor 4-krat bolj tresel. Omenjen pojav bomo v nadaljevanju pojasnili preko gibalne količine sistema masnih točk, kjer se bomo osredotočili samo na gibanje batov. Vpliv eksplozij znotraj motorja na njegove vibracije bomo pa obravnavali v kakšnem od preostalih posnetkov. Povedati je še potrebno, da je dejanska fizika ročičnega mehanizma sicer precej kompleksna. Na tem posnetku bomo pa gibanje bata precej poenostavili in ga predpostavili kot harmonsko gibanje. Spomnimo se najprej, kako je določena gibalna količina za eno masno točko, kar je v našem primeru lahko tudi en bat. Gibalna količina bata je produkt njegove mase, naprimer 0,5 kg, in njegove hitrosti. Naj bo največja hitrost, ki jo bat doseže, 100 metrov na sekundo. Največja vrednost gibalne količine je 50 kg/metrov na sekundo. Ker pa se hitrost bata sinusno spreminja, se v skladu s sinusno krivuljo spreminja tudi gibalna količina enega bata. Ko pa imamo več masnih točk, temu rečemo tudi, da opazujemo sistem masnih točk, pa je njegova gibalna količina enaka vsoti gibalnih količin posameznih masnih točk. Velja pa tudi povezava, da je gibalna količina sistema masnih točk enaka produktu skupne mase sistema in hitrosti težišča. Za štirivaljni motor s 4 bati lahko tako od leve proti desni zapišemo takole. Poglejmo gibanje motorja s 4 bati bolj podrobno. Opazimo, da se po 2 bata gibljeta z enako hitrostjo. Naprimer, s hitrostjo V1, preostala 2 bata pa se gibljata ravno z nasprotno hitrostjo, torej minus V1. Enačbo za gibalno količino lahko sedaj zapišemo bolj natančno in sicer takole. Hitro opazimo, da se po 2 in 2 člena pokrajšata in kar naenkrat smo prišli do zaključka, da je gibalna količina našega sistema 4 batov enaka 0. Če uporabimo še alternativno enačbo, kjer nastopa hitrost težišča, prav tako hitro opazimo, da je hitrost težišča batov enaka 0. Težišče batov torej miruje. Vrnimo se nazaj k primerjavi vibracij med enovaljnim in štirivaljnim motorjem. Se še spomnimo izraza v sunku sile? Ta pravi, da je sprememba gibalne količine enaka produktu sile in časa delovanja sile. Če izraz malo preuredimo, ugotovimo, da je sila, ki jo bat izvaja na motor, enaka spremembi gibalne količine v opazovanem času. Poglejmo silo v primeru enega bata. Največja gibalna količina, ki smo jo prej določili, je 50 kg/metrov na sekundo. Če se motor vrti z 2000 vrtljaji na minuto, je za en vrtljaj potrebno 0,03 sekunde. Čas delta, v katerem se gibalna količina spremeni z vrednosti 0 na vrednost 50 kg/metrov na sekundo, pa je četrtina obrata, torej 0,0075 sekunde. Pri znani spremembi gibalne količine v znanem času lahko izračunamo, da je bila za spremembo hitrosti bata potrebna sila 6670 N, ki jo je bat prejel oziroma oddal na ročično gred. Če pa pogledamo motor s 4 bati, pa je njegova gibalna količina ves čas konstantna in približno enaka 0, kar pomeni, da pri delovanju motorja zaradi gibanja batov na motor ne deluje nobena sila. Tako smo na poenostavljen način prišli do odgovora, zakaj je tek motorja s 4 bati pravzaprav mirnejši od teka motorja le z enim batom. Kot omenjeno, pa je dinamika ročičnega mehanizma bistveno kompleksnejša od navadnega harmonskega nihanja in je odvisna tudi od pomera ročične gredi in dolžine ojnice. V realnosti se na motorju z notranjim zgorevanjem tako vedno pojavljajo vibracije v obliki osnovnega harmonika ali pa celo drugega harmonika osnovne frekvence vrtenja motorja, kot je vidno na tem grafu. Poleg dinamike ročičnega mehanizma se pri motorju z notranjim zgorevanjem pojavljajo tudi torzijske vibracije ročične gredi in vibracije zaradi eksplozij znotraj cilindrov. Na fakulteti za strojništvo raziskujemo napredne rešitve za zniževanje vibracij motorja. Ena od takšnih rešitev je kontragred, ki bistveno zniža vibracije, predvsem pri enojnih ročičnih mehanizmih, kot so na primer motorji skuterjev
ali kompresorske enote. S poznavanjem vhodnih obremenitev v sistem pa lahko tudi izdelamo ustrezno geometrijo sestavnih elementov pogonskega sklopa avtomobila, ki zagotavljajo miren tek motorja in zanesljivo dosegajo predpisano dobo trajanja.